Raziskave so pokazale, da moški, ki so poročeni, živijo veliko dalj, ženska, ki je poročena, živi manj dolgo življenjsko dobo. Ko sem jaz prebral nekje, da današnji 20-letnik ima testosteron na nivoju, kot ga pred 20 leti imel 60-letnik. A ni to žalostno? Mene zdaj zanima, ker si ti strokovnjakinja za dolgo živost, ne? Ja. Kaj moram jaz narediti, da bom dlje živel od svoje žene? Če delamo tisto, kar naša duša kliče, v bistvu ni delo, je ustvarjanje. In če delamo veselje, če delamo od zavesti, korektno in za ljudi, to nas polni. To je dolgoživost. Vemo, da se je življenjska doba podaljševala zadnjih 50 let, ampak ne zdrava življenjska doba se pa ni. Življenjska doba se je, zdrava pa ne. Bravo. Ja. Velika razlika. To je velika razlika, zaradi tega, ker smo dobesedno zadnjih 30 let življenja na pol invalidnosti. Tina, lep pozdrav. Pozdravljena, hvala za povabilo. Ne bom te vprašal, koliko si stara, zgledaš pa dobro. Baje prihajamo v najboljša leta, ne? Okay. To se pravi 50 plus, ne? Takrat se življenje šele začne. Ne? Jaz to potrjujem. Ja. Tako da sem prav vesela. Ja. Veš kaj, preden bosta vidve začela debato svojo o verjetno o kakih hormonih pa težavah 50-letnic, ne, bi jaz ti eno vprašanje postavil. Dobro, Ladova tudi. Ti veš, da mi prodajamo zavarovanja, ne? Sem slišala, ja. Ja, okej. Še noben ni ugovoril. No, in po neki statistiki, ne, naj bi ženske živele 5 let dlje od moških. Ja, lahko tudi dalj. Ja, okej. Mene zdaj zanima, ker si ti strokovnjakinja za dolgo živost, ne? Ja. Kaj moram jaz narediti, da bom dlje živel od svoje žene? A veš, a lahko, mislim, brez da kaj naredim, ni, ne? To se pravi, A veš, naj živi ona, ampak jaz bi še dlje. to se pravi, cilj je dan, ne istočasno. Ne? Ali pa da vsaj isto dolgo živimo, recimo, da bi jaz nazaj potegnil malo svoje leta. Okay. Vse to je dolgo živost, ali reverse aging je to, ne? Ja, reverse aging. Jaz predvsem govorim o zdravi dolgoživosti, ne? Okay. Ker gre za v bistvu tista leta, ki jih živimo kvalitetno. In če seveda dosežemo zdravo dolgoživost, na koncu dosežemo zdravo življenjsko dobo, dosežemo tudi neko dolgoživost, ki je kvalitetna. Zdaj bi te pa jaz nekaj vprašala. Zakaj misliš, da moški živijo manj? Zato, ker niso poročeni, ker so poročeni ženskami, ne? Ne, raziskave so pokazale, da moški, ki so poročeni, živijo veliko dalj, ženska, ki je poročena, živi manj dolgo življenjsko dobo. Tako da Ja, to tam je, se pol z to je dvema vam... poroči, ne? Da bo še manj živela, ne? A res je to? Res? A mislim, Ja, to študije dokazujejo. Ne? Verjetno zaradi te ženske nature, negovalke nekako in skrbnice in na koncu nekako lahko tudi odteka energija. Seveda to ne povsod, ne? Ampak tako je statistika kar močna in ja, v bistvu tukaj se pa že začne malo, ne? Pa zakaj še misliš, da moški živijo? Torej, zdaj, če sem prav razumel, če ženske ne bi bile poročene, bi celo še dlje živeli. Ja. Ja. In tudi tiste Moški ženske, pa bi ki imajo morali biti več otrok, Ja. živijo lahko krajše življenjsko dobo. Ker vemo, sam porod, ne, pa ne samo porod, nosečnost, pa tudi leta, ko so otroci še majhni, veliko zahtevajo od ženske, ne, na vseh nivojih, ne, tako na telesnem nivoju, tako na energijskem nivoju, ne, in seveda se zahteva, da smo nasmejani, da gremo v službo in tako naprej. Čeprav jaz tudi tiste, ki ne delajo, ne, recimo, ki skrbijo za otroke nekaj časa, pravi, da bi raje šle v službo, da se tam malo odpočijejo. Ja, in v bistvu to je tudi eden del, ne. Ampak zakaj misliš, da moški še živijo? Krajše. Ja. Preden gremo naprej, majhna prošnja. Ocenite podcast, lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. Mogoče ne znajo toliko emocij predelati kot ženske?
Pa stres. Ja, eno je emocije, je sigurno, ker se od moškega pričakuje, Da bo nekaj da je poskrbel za njo. nekako, da ne pokaže, da poskrbi, da je nekako pod stresom, seveda je ženska tukaj tudi, in ne znajo izražati, oziroma ne izražajo, oziroma ne balansirajo moške in ženske energije nekako. Ne? In kaj je ženska energija? Zdaj, da ne bom šla v ples in tako dalje, ampak je tudi narava. Ne? Ženska energija je tudi narava. Zdaj, tisti moški, ki se športom ukvarjajo, ki grejo v naravo, ki si vzamejo tisto samoto, za moškega je zelo pomembna tudi malo samote, da je s sabo povezan in nekako z višjim jazom. Ne? To je sigurno en del, in če vemo, da čustva, emocije se ne izražajo na pravi način in nekako prispevajo k določeni stiski, kaj je to posledica? Posledica je alkohol, Ja. Droge, posledica so droge, pornografija. Tu v pornografiji je zelo zanimivo, tukaj vteka ogromno energije, to so programi, v bistvu, ki nas programirajo in gre energijo na narobno smer, ker tudi spolnost lahko daje moškemu energijo ali pa je izrablja. Isto z ženskami, to je ena od stvar. Alkohol je tukaj zelo pomembna nota, predvsem, ko jaz pridem iz Švice v Slovenijo in malo opazujem. In alkohol stara, alkohol je rakotvoren. In tega je ogromno v slovenskem prostoru. Ne. Se tudi v tujini, ne, recimo v Ameriki je ogromno, ne, v slovenskem prostoru pa zelo. In potem je seveda beg v delo, nezadovoljstvo za tem, kaj ustvarjamo v življenju, ampak to velja za vse, ne, za ženske in za moške. Zaradi tega, če delamo tisto, kar naša duša kliče, v bistvu ni delo, je ustvarjanje. In če delamo veselje, če delamo od zavesti, korektno in za ljudi, to nas polni, to je dolgoživost. Ne? Seveda je tudi hormonska nota. Ne? Ker recimo ženske po menopavzi se pa začnejo kar hitro izenačiti, no ne čisto, ampak ja, je verjetno tudi hormonska nota, ki je nekako zaščitna, recimo pred 50 letom. Ne? Čeprav tudi zdaj se to spreminja zaradi vseh teh hormonskih motilcev, zaradi zastrupljenosti okolja in tako naprej, zaradi stresa. Ženske prej prihajajo v menopavzo? Zelo prej. Ženske, ko so k meni hodile, recimo, že po 35. letu je veliko, se je že začela ta perimenopavza, to se pravi, ki lahko traja tudi 10 let prej. In ogromno je tudi raka na prsih, recimo, ne, pri ženskah, pri mlajših in mlajših. In to je odraz okolja, odraz hrane, odraz načina življenja, stresa, nezadovoljstva, žalosti, nesprejemanja. Vse to vpliva nekako. Moške pa tudi mu padajo hormoni, seveda počasi, pri ženskah gre cp, gor, dol, levo, desno, recimo 10 let prej, še posebej, če ne te osnovne nekako ne uredimo. Pri moških gre bolj počasi, ampak tudi moški. Malo pogledamo, ne? Recimo moški sedaj, kaj bi ti rekel? Moški sedaj in moški pred 50 leti, 100 leti. Hej, si želiš kariere, kjer te ne omejujejo stropi, ne? Kjer tvoj rezultat ni odvisen od politike v podjetju, ampak od tvoje volje, od tvoje discipline in tvojega karakterja. Popolnoma te razumem. Ko sem začel svojo pot, nisem imel ne poznanstev, ne kapitala, ne varne poti. Imel sem samo odločitev, da nočem poprečnega življenja in da bom delal, dokler ne zmagam. Danes pa vodimo sistem, ki ljudem, ki imajo voljo, disciplino in srce, daje vse, kar sem gradil iz nule. Znanje, mentorstvo, strategijo, orodja in predvsem okolje zmagovalcev. V Smart Money Solutions ne iščemo ljudi, ki bi malo poskusili. Iščemo posameznike, ki želijo zgraditi kariero v finančni zavarovalni industriji. In zgraditi ekipo pomeni nekaj delati s pomenom. In življenje, ki ga vodiš ti, noben drugi. Če čutiš, da si za več in ne iščeš izgovorov, ampak priložnost, potem je zdaj pravi čas. Obišči www.smiljanmori.si in klikni na sodeluj z nami. Izpolni vprašalnik in kontaktirali te bomo. Veliko boljše zgledamo, ne, moški zdaj, ne? Prej so Ja, bili bolj zgarani. Zgledate fenomenalno, ne? Boljše, Ampak, ne? Ja, boljše zgledate. Pa tudi ženske zdaj zgledajo boljše kot so. Boljše zgledamo ženske, vsi zgledamo Zakaj boljše. zgledamo mlajši, se mi zdi, ne? Ali pa Ja, jaz mislim odvisno. tako. Ali jaz mislim tako.
Ne, zgledaš fenomenalno, Hvala. ampak Meni so se zdeli 50-letniki, ko sem jaz imel 26, fosili. ja, absolutno. Zdaj pa se mi ne zdijo. Ne? Ne, saj čez 20 let, pa ne vem, bojo tudi 70-letniki ful dobro zgledali. Ne? Ja. Ja, in bojo, ne, ampak še vseeno, osnovna energija moškega. Kakšna je sedaj, kakšna je bila prej, pa pustimo po 50, ker vemo, da se je življenjska doba podaljševala zadnjih 50 let, ampak ne zdrava življenjska doba se pa ni. Življenjska doba se je, zdrava pa ne. O, bravo. To je Ja. velika razlika. To je velika razlika, zaradi tega, ker smo dobesedno zadnjih 30 let življenja na pol invalidnosti. Z kroničnimi obolenji, ki pripeljejo eno v drugo smer in tako dalje. Ne? In v bistvu ni nekakih rešitev, kakšne rešitve nam ponujajo. Ne? Simptome uravnavamo. Poskušamo z to farmacevtiko, z drugo farmacevtiko, ki se nekako prepletajo, pride do stranskih učinkov. Ne? V bistvu se ne išče vzroka dovolj dobro. Ali se ga pa površno pove in potem ne morejo, ljudje ne dajo neke vrednosti, da bi nekaj resnično spremenili, ker mislimo, da je vse eno, vse je normalno. In še nekaj je, pričakovanja. Kako pričakujemo, ko si star 60-70 let? Kaj si mislimo? Ja. A je normalno, da me tukaj boli, da me ono boli, da je visok krvni tlak, da je pa normalno, da imam jaz manj sladkor, saj sem že 50 plus 60, da grem malo dol, to je čisto normalno. Sprijaznimo se, da je pač to. Da je normalno, Ja. da je normalno, da imamo manj energije. To so mentalni programi. Te note se ne smemo zavedati. Sam jaz bi še se vsem vrnila malo nazaj. Ja. Osnovna energija moškega. Ja. Jaz jo nekako vidim, da je nekako moška energija upada. Ne pri vseh, ampak moška energija upada. Zakaj? Testosteron Zaradi upada. testosterona. Ja. Testosterona je veliko manj, kot ga je bilo. Ker sem jaz prebral nekje, da današnji 20-letnik ima testosteron na nivoju, kot ga je pred 20 leti imel 60-letnik. Testosteron pada. Zakaj testosteron pada? Hrana, Hrana, stres. stres, okolje, hormonski motilci. In se tega čisto premalo zavedamo. Kako je možno, da imajo s testosteronom že problem danes mladi fante? Toliko je ta hrana od mladosti že... Predelano okolje, hormonski motilci je povsod. Že V hrani. se rodijo. Že dojenčki se rodijo z ogromno zastrupljeni. Ne? Je bilo ogromno študij narejenih, ne? Da je po kovini ne vem koliko toksinov, nevrotoksičnih toksinov tudi. Ne? In ko se rodijo šele, ne? Potem Ja, pa... že dobiš tako bazo. A ni to žalostno? Ne? In v bistvu to se nekako dogaja. Ampak kako misliš, ne? Jaz sem sigurna, da veš, da lahko dvigne moški testosteron. Z dvigovanjem uteži telovadbo. Absolutno. Specifično z utežmi. Specifično Ne za z utežmi. kardijom, dolgimi teki, maratoni, Ja, ampak uteži. železo. Moč. Moč. Ja. Mišična moč v bistvu bo dvignila testosteron, ampak bolj pri ženskah kot pri moških. Še bolj. Ja. Ampak testosteron pri ženskah je izredno pomemben. Tudi, ne? Koliko govorimo o testosteronu? Imamo ga 10-krat več kot pa estrogena. Res. Pada. Ja. In pri ženskah naraste z vajami za moč testosteron, rastni hormon. Rastni hormon tudi upada, ne tudi pri moških. Tudi, ja. Rastni hormon je hormon mladosti nekako na nek način. Seveda, če ga ni preveč, če ga je preveč, ni v redu, da ga je ravno prava doza. Ne? Najboljš ga baj spočepi sprostiš. Ja, ker Z zakaj težkimi spočeti? vajami. Zakaj spočepi? Ja. Zakaj? Ne vem. Zaradi tega, ker so največje mišice. ne? Dobro, ja, Pa- okej, ja. Ja, to je točno spet. In kaj je še mišica? Mišica je naša metabolna rezerva. Ne? Kaj to pomeni? Da v bistvu tudi malo bolje uravnavamo krvni sladkor, inzulin. Ker če je previsok inzulin, pa previsok krvni sladkor, testosteron pade dol. Zdaj je Valentinovo, ne? In jaz se hecam, ne?
če boste s partnerjem pojedli skupaj čokoladno tortico, Dobro. bo testosteron šel dol, ja, ne vem, Ne bo kaj nič, bi ne. želeli. Ja, ne vem, kje smo, kakšna Bo je slaba baza. noč. Ne? Ampak ja, visokrvni sladkor vpliva na testosteron pri moških. Tudi v knjigi sem pisala o testosteronu pri moških, ne, poglej si. Bom. Ja, zdaj sem nanizala, v bistvu. Tam kar vprašal, reči. Ja, že kar vprašal rajši. Ampak ja, sem nanizala tudi malo hormonov, kako z hrano, okolje, kaj pliva na možgane in tako naprej. Ne. Se pravi, zdaj problem pri ženskah, menopauza je hormon. Pri moških problem, bom rekel, delovne storilnosti, padec motiviranosti, neka depresija, je tudi problem hormon testosteron. Ne? Ja, ampak pri katerem... Kako moški začnemo videti, da pada testosteron? Motivacija. Motivacija. Recimo jaz, ko vidim nekoga, ko je star 50 pa več let, pa pravi, pa stari, pa meni se več nič ne da. Pa kaj se samo ženeš, malo se umiri. Ja. Denar ni vse, treba si malo čas vzeti, ne? Se pravi, neka zagnanost pade. Ja. Pol jaz ponovadi rečem, si šel kaj testosteron pogledati. Ja. Koliko moških gre sploh meriti testosteron svoj? Imaš že ženske, svoje hormone, moški zelo slabo, razen tisti, ki so zelo zavestni, ampak nikoli ne smeš samo testosterona gledati, ker je celotna zgodba, ker lahko marsikaj pozabimo, spregledamo. Ne. Tudi pri ženskih hormonih nikoli ne greš samo ženske oziroma samo hormone gledati. In še ena stvar je pri moških. Kaj pride in tudi vpliva na to inzulin, kaj se še lahko zgodi s testosteronom, je, da aromatizira v estrogen. In to je ogromno pri moških. Prsi, trebuh in tukaj vidimo. In seveda je preveč estrogena v primerjavi s testosteronom. In zdaj ga imamo spet manj. In zato, ko govorimo o hormonih, jaz vedno rečem, vedno začnemo pri inzulinu, pri kortizolu, ne meri se inzulin. Jaz se že poskušam motivirati tudi tukaj v Sloveniji 5 let, dajmo si izmeriti inzulin, tudi ne samo sladkor. Hemoglobin A1C, da vidimo, kaj se 3 mesece dogajalo s sladkorjem. Zakaj? Ker sladkor bo vplival na to, na kortizol. Ker če bo kortizol prvo povišan, kaj se bo zgodilo? Bomo šli v razgradnjo telesa. Mišično. In tudi mišične mase ne moremo delati. Ja. In smo spet tam, vidite že več teh nivojev, kaj se dogaja. In potem s časom, ko se izčrpujemo, testosteron pade, pade motivacija, kortizol pa začne padati. In ga ni dovolj, ker zjutraj ga mora biti dovolj, potem počasi pade, tako je. In to je en tak lep ritem in smo izčrpani. In to vpliva na ščitnico. Ščitnica nam daje energijo. Ščitnica, lepe lase in tako naprej, vse skupaj. Zelo, zelo pomembna je ščitnica. In za ščitnico spet, kako imamo zdrava jedra. Ker tam se T4, ki je neaktiven, spremeni v T3, ki je aktiven. In potem, kako je z našimi receptorji po telesu, da se to lahko veže, vse hormoni, da se lahko vežejo. Kakšne so naše membrane? Ali so rigidne, ali je maščobna, proteinska sestava membran zdrava, ali se lahko vežejo hormoni na te receptorje. Potem vse to vpliva na hormone. Na spolne hormone, estrogen, testosteron, DHA imamo, mora biti lepo razmerje DHA in kortizola, ki pa spet vpliva. DHA je, ki je maščob, mislim, nadledvična žleza ga dela. Nadledvična žleza dela hormon, ki je tudi nekako hormon mladosti in ga moramo imeti dovolj. In zdaj, če se mi izčrpujemo in ne znamo lepo plesati s stresom in si ne vzamemo časa za tiste stvari, ki nas veselijo, za te male stvari, ki so pomembne. Ki so izredno pomembne. Za našo dušo. Tako. In če to začne prvo DHA padati, kortizol je visok,
In pa se zgodi, da še kortizol začne padati. In jaz vem, veliko žensk, ko je prišlo k meni ali pa ko so mi dali vprašanje v naši skupini, so tako izčrpane, da 1 leto ne moreš vstati iz postelje konkretno. To je tista izgorelost, To ko je. pravijo. In pa kaj še ne? Prehrana. Zdaj, da samo osnovne gradnike. Da. Iz česa smo naredili? Iz česa? Sigurno veš. Voda, 70. v bistvu smo energija, ne? Ampak Ja. Okej, gremo ja. naprej v fizično obliko, ne? Ki je tudi nekakšna aminokisline. Mi smo sestavljeni iz proteinov. Telo išče aminokisline, da bo naredilo nevrotransmiterje, da se bodo hormoni, seveda to so hormoni, ki so proteinski, potem rabimo zdrave maščobe, dovolj zdravih maščob za maščobne hormone, ne, kot so spolni. In če nimamo dovolj osnovnih gradnikov, ne moremo delati mišice, ne moremo biti dobra volja, ne moremo delati nevrotransmiterjev. Ne. In tukaj se že začne, koliko proteinov jemo. Ne. Premalo. Zdaj sem jaz bila zelo vesela, ne, ker mi v funkcionalni medicini in tako zelo ne govorimo, ne, to ni 0,8, ne, to še za preživetje. Ne. To je 0,8 grama na kilogram. Pa to ni nič. To ni nič. Zdaj je priporočilo 1,3 do 1,6, nova priporočila. V Ameriki se je zdaj nova piramida zgradila. Ne, Se pravi, 1,6 je zdaj priporočilo na kilogram. 1,3 do 1,6 je pa zdaj priporočilo na kilogram. Zdaj, lahko tudi do 2, recimo, in lahko je cilj 2, da saj dosežemo povprečje 1,6. No, zdaj, če se tle ostavimo, ne? Se pravi, 2 grama, pa če jaz imam 80 kilogramov, torej bi moral pojesti 160 gramov proteinov. In če vem, da ima 100 gramov piščanca, samo 25 gramov proteinov bi mogel pojesti 5, se pravi 600 gramov piščančjega mesa. Pa je še pa druga zgodba. Jaz jih pojem 600 na dan piščančjega mesa. Jaz pojem več. Zadnje 2 meseca se ne držim tega tako. Ampak drugače pa več kot 2 grama proteinov na dan. Na kilogram telesne teže na dan. Zdaj pa ne samo, kaj pojemo, Ja. kaj absorbiramo. Ja, to pa drugo. Kakšno je koliko imamo kisline, kako je zdravo črevesje, koliko imamo encimov, Prebava. ki z leti upada. Ne? In smo spet tam, ne? Koliko proteinov lahko pojemo. Zdrave maščobe. Iz holesterola se delajo hormoni, testosteron. Ne? Če nimamo osnov, holesterol gre v pregnenolon in potem vse hormone, ne, in tako naprej. Če ni tega, ni osnovnih gradnikov, ne moremo graditi hormonov. Ne, to so takšna dejstva. In kaj z leti zelo upada, je mišična masa. Zelo. Predvsem po 40. letu mišična masa upada. In po mi 30. moramo, skozi odpada, ne, ampak recimo po 40. resnično, po 50. še veliko bo. In je zelo težko dobiti nazaj to mišično maso. In si jo moramo zgraditi. Jaz rečem, treniramo za, ne vem, maratone stoletnikov in tako naprej. Zaradi tega, ker če si zdaj naredimo to bazo, ker kaj se zgodi, ko ljudje pridejo v bolnišnico in obležijo, ne vemo, kaj se zgodi, in ležijo. To gre mišična masa, če nimamo mi zaloge, gre. En teden, 14 dni. Absolutno. Že če en teden ne treniramo, začnemo zgubljati mišično maso. Zjutraj smo že takoj v degeneraciji, začnemo uporabljati naše mišice. Mi ne želimo, da bi uporabljali naše mišice. Ne? Tako da te osnove so izredno, izredno pomembne, da je dovolj aminokislin, da je dovolj zdravih maščob, da imamo antioksidante, da zaščitimo naše celice, da zaščitimo naš DNK. In tukaj je pa ta zgodba, ne? Zakaj vse skupaj upada. Ne? No, ampak če začnemo na začetku, to, kar lahko naredimo zdaj, tako je, da se dobro naspimo. Tudi, naprimer, se mi zdi, da preveč ljudi prekratko spi.
večinoma, kot da bi tekmovali, kdo bo čim manj spal, medtem ko telo potrebuje počitek. Dober, kvaliteten počitek. Spanje je isto osnova vsega. S spanjem se regulirajo hormoni, regulira se krvni sladkor. Če ne spimo dovolj, v bistvu smo bolj inzulinsko rezistentni. To pomeni, da inzulin ne more pripeljati glukoze v celice, ima energije. In še posebej pri ljudeh, ki niso metabolno fleksibilni. Kaj to pomeni? Jaz bi želela, da so ljudje metabolno fleksibilni, da lahko uporabljajo maščobe in glukozo brez kakršnega koli problema. Tudi če ne ješ cel dan, no problem. Imamo dosti zalog za kar nekaj časa, vsi. In seveda, in tukaj pa pride do te inzulinske rezistentnosti, že tisti dan kortizol ni uravnan, ščitnica ni uravnana. V bistvu tukaj se tudi vse vidite, kako se to vidi, če ne spimo dovolj, če smo neprespani, kakšna je večja želja po sladkorju. Hočemo kar nekaj, To zato, ker rabi kortizol, inzulinska rezistenca in tako naprej. In spanje je izredno pomembno in je problem. Problem spanja se pa začne zjutraj. Kaj to pomeni? Spanje se začne z jutrom, ker se mora dvigniti kortizol, da se mora zelo dobro dvigniti kortizol, da bo lahko lepo padel, zato da se serotonin dvigne, iz tega se bo zvečer delal melatonin in bomo bolj spali. Kvalitetno spali. Kvalitetno spali. Zjutraj rabimo to modro svetlobo. Če gledamo zunaj, kakšna je svetloba, je bolj hladna zjutraj. In potem pade, imamo sončni zahod, ki je topla, oranžna svetloba. In v bistvu ta pa daje znak našim žlezam v glavi, da začnejo delati melatonin. In potem imamo ekrane, modro svetlobo. In to daje enostavno znak našim možganom, da je jutro. Zvečer, Ja, in ni melatonina in ne moramo spati. Kortizol, recimo, da ni dovolj povečan, pa da ne pade lepo dobro, ne moramo zaspati, ker smo preveč nahajpani ali visok adrenalin, noradrenalin in tako dalje. To je eden, vedno začnemo zjutraj. In kako še dvignemo kortizol, je svetloba 15 minut, takoj zjutraj. Gibanje, zjutraj. Zlato pravilo. Zlato pravilo, gibanje 15 minut, karkoli, tudi bo dvignil kortizol. Se pravi, ni slab kortizol, zjutraj. Kortizol je super. Kortizol protivnetno deluje. Uravnavanje imunskega sistema. Se zdaj mogoče samo na kratko povej, kortizol, pa serotonin, pa melatonin, ker ljudje, ki gledajo intervju, eni zdaj se že izgubili, si mislijo, kaj so to neke tujke. Kortizol, je tako že zelo popularen, malo, ker je pač, kot rečejo, da je nek hormon stresa, nadledvične žleze ga delajo in v bistvu je pomemben, je protivnetno deluje in ima tudi druge funkcije. Brez kortizola smo mrtvi, takoj. Ne moramo stati po konci. Če ni dovolj visok kortizol, ne moramo stati, tako sem prej povedala, da se ne morejo ustati, da tako težko gredo skozi dan, da smo utrujeni. To se pravi, to je ta kortizol. Ki pa se potem prevesi v ono, ki je škodljiv že? Problem je predolgo povišan kortizol, ker povzroča razgradnjo telesa, pa ne samo mišične mase, in neravnovesje ostalih hormonov. Poruši vse. Poruši se ravnovesje. In če je pa prenizek, je pa še več vnetja v telesu lahko. Bolezni torej. Seveda, imunski sistem. In je to izredno pomembno, da je ta kortizol. Torej, če grem na odvzem krvi, se lahko tudi kortizol tam zmerim, Absolutno ne. Jaz vedno rada rečem, da je dobro, da se pregledajo metabolni, splošna krvna slika, jetra, kortizol, DHA, hormoni. Jaz še rada pogledam homocistein, da vidimo, kakšna je homocistein. Je pa en marker, ki je že nekako priznan za dejavnike srčno-žilnih obolenj, ampak tako lahko vidimo tudi, kakšna je naša metilacija, kako dobro metiliramo določene gene in v bistvu, kar mora biti prava metilacija.
če ni dosti dobre Kaj je metilacija. Ja, metilacija pomeni, to je tako kot ena informacija za aktivacijo določenih genov. Če je previsoka metilacija, so lahko problemi recimo z depresijo, z srčno-žilnimi obolenji in tako naprej, ne? Rakava obolenja in tako naprej, ampak tudi če je prenizka, je rizični faktor. Ne? In želimo imeti tako ravno prav tam okoli 8. In je en zelo pomemben faktor. Homocystein. H. H. To pa ne, če sem dal kdaj pregledal. Mislim, da bo zdaj napredal. Sigurno. Se pravi, spanje, govoriš v knjigi tudi o higieni spanja, tudi kako se pripraviti na spanje, ker danes je treba, se mi zdi, marsikoga celo naučiti, kako dobro in kvalitetno spati. Ja, dobro kvalitetno spati in tudi o motnjah spanja, ne, pišem tam. Ki jih je veliko. Ki je ogromno in dokazano vpliva na pojav srčno-žilnih obolenj in hitro staranje in hipoksijo v možganih, da ni dovolj kisika. Po noči je izredno pomembno, da se da to testirati, ne. Če recimo kdo zelo smrči po noči ali pa če recimo, ja, ali pa kar nehajo dihati, ne. Ja. Včasih lahko nehal. A dihate smrčati? Ne, mi dva kar smrčimo. Da? Jasno. Ne, jaz tudi ne. Ja. Samo en drugega snemamo, veš. Jaz te ne. Ja, ne, se bomo še to spanje, me res ful zanima, ne, ker je res zanimivo. Ne. Ja, to se mi zdi, da je osnova, da dobiš to energijo. Ne? Naprimer, tudi to ga podcenjujemo. Dostikrat imamo ravno to zmotna prepričanja, ali pa mogoče živimo v obdobju, ko smo enostavno preveč informirani, ampak preveč informirani torej na eni strani preveč informirani, na drugi strani pa pravzaprav nimamo nobenih informacij. Ne? Se pravi, ko nekdo sliši kortizol, je to že znak za beg. Torej, okej, to tudi mora biti, ne? Ja. Kortizol mora biti, ja. Ja. No, serotonin, ne? Kaj je Serotonin je hormon, ki ima več funkcij, ampak najbolj osnovna je tista, da smo tako dobre volje, ne? Dobro počutje je serotonin, ne? Tudi budnost v možganih in tako dalje, ne? In velikokrat ga je lahko tudi premalo zaradi, spet smo isto spanje, stres in tako dalje, pomanjkanje aminokislin in tako naprej, prekurzorjev. In mora ga biti dovolj, da se dobro počutimo in hkrati, da imamo potem tudi dovolj melatonina zvečer. Ne? Melatonin je pa hormon spanja. Ne? Ampak zanimivost je tako, ne, seveda melatonin hormon spanja, ampak ugotovili so, da se dela tudi v mitohondrijih in so pa naše energije in v naših celicah, in ki je v bistvu eden najmočnejših antioksidantov. In kaj so še ugotovili, ne, da v bistvu ta infrardeča svetloba spektra lahko poveča intercelični melatonin in seveda deluje proti poškodbam antioksidativno. In kaj so še ugotovili, da drevesa nekako oddajajo to infrardeče, listi odbijajo infrardečo svetlobo. Zato tudi, kot smo v gozdu, ko hodimo po gozdovih in tako naprej, se nekako kopamo v tej naravni infrardeči svetlobi, ki nam daje zdravje tudi na tem nivoju, ne, za zaščiti naših celic. Zato se jaz takoj boljš počutim, če sem v gozdu nekje pa grem naraj. To je eden od faktorjev, ne, drugič pa mi smo narava, mi smo del tega. Ampak smo včasih kar pozabili že, ne? Se mi zdi v tem svetu, tudi ti rečemo, ko si se v bistvu preselila v Švico, ne, si se veliko bolj povezala z naravo, ne? Nazaj, ne. Ja. Jaz sem skozi gozd, bil skozi moj del, odraščala sem tudi v gozdovih, hodila sem tudi, ko sem delala v Sloveniji, tako vsak dan v gozd in tako naprej. Ampak seveda, potem sem šla pa nazaj, predvsem iz vidika naravne medicine, preprečevanja zdravja, na ta način iskanja rešitev vzroka neravnovesja. Ne? Ti si zdravnica? Integrativne medicine. Integrativne. Ja. Torej, kaj si končala, faks?
Jaz sem končala molekularno biologijo in nato doktorat integrativne naravne medicine, potem pa še funkcionalno medicino in hormone in tako naprej. Koliko je pa to v Sloveniji? To si v Sloveniji končala? Ne obstaja. To sem ti hotel reči. Ne? Mislim, na nek način si šla malo izven tradicionalnega Sistema. Ja, saj to mene ni. Jaz sem iskala znanje, razumevanje. Ampak kar me veseli, odkar govorimo o tem, je veliko tudi zdravnikov splošne medicine, ki so tudi meni pisali, šli na funkcionalno medicino, dodatno specializirati. A je to odprtost zdaj že večja? Je večja in se dogaja. In tudi lahko najdemo že zdravnike, ki delajo tudi po principu nekako funkcionalne medicine, iščejo vzroke, vedno več iz tega in po Sloveniji. Ja. In po svetu, seveda. Po svetu je zelo močno, zelo popularno v Švici, zelo popularno v Ameriki. Si zato šla v Švico? Ne. Z ljubezenjo pripeljati. Z Švico sem šla jaz z otročkom. Ja. Jaz sem v bistvu delala v farmacevtski industriji in sem vse pustila in se šla v Švico. Koliko si imela kaj izzivov v življenju zaradi, bom rekel, malo drugačnega pogleda na holistični pristop zdravljenja ali pa zdravja? V bistvu čisto nič. Čisto nič. Zaradi tega, ker v bistvu nisem govorila ničesar, kar ne bi bilo tudi znanstveno podprto, kar ne bi bile tudi študije, kar ne bi bilo splošno tudi že sprejeto, kar na koncu ne moremo zanikati. Ampak tudi vemo, kako je z znanostjo. Moramo biti tudi malo kritični včasih, se spreminja, se tudi določene stvari se spreminjajo, no? Tudi kar se tiče tega. In v bistvu, ja, jaz enostavno nisem imela, jaz verjamem, da moramo na človeka gledati celostno, to se pravi vsi nivoji zdravja, fizično, mentalno, emocionalno, energijsko. Ker če karkoli spustimo, nekaj mogoče manjka. Zdaj, če jaz dobro sem to povezal, v bistvu zjutraj moram čim prej dvigniti kortizol. Pik. Mislim, da to nimam problema, ker še preden grem ven s kopalnice, mi ga ta mala dva dvigneta v nebo. Adrenalin. A to je adrenalin? Ja. No, in potem grem grem ponavadi na fitness, tako da je to ok, malo zbalansiram. Sam včasih kar ven padem. Zjutraj. Si hud? Pa ne, da sem hud, pa razpizdita me. Mislim, ker neka debata se zjutraj naredi. Dobro, mi imamo tinejdžera dva. Ja, dva tinejdžera. Koliko so tvoji stari? 20, 18 pa 14. Pa tu smo nekje, ne? Tam smo nekje, ne? No, te pa mi povej, kako ti zdaj balansiraš ta adrenalin zaradi teh najstnikov? Ja, meni je bilo dano, da imam 3 fante, 3 sinove. In ja, zelo intenzivno, ker v bistvu sem tudi sama bila večino časa z njimi. In to je še eden izzivov pri ženskah, recimo, ki moramo same urejati nekako, ukalupiti te sinove, da je nekako red in da je tako, ker moramo iti zelo v moško energijo. Ker če ne gre pri fantih, ne gre, ne moreš. Rabijo strukturo, rabijo in tako se tudi počutijo, od malega se počutijo bolj varne, če imajo strukturo, ampak je skozi izzivaj, to je njihova naloga, Seveda, ko so najstniška leta, je še ena zelo zanimiva nota zraven, ampak in tukaj mora ženska zelo, zelo paziti, da ni preveč v moški energiji. In to sem jaz imela izredno problem zaradi tega, ker ženska mora biti v ženski energiji ali pa se samo vsaj v dnevu nekako uravnati nazaj na to žensko energijo. In jaz moram reči, da je bilo kar recimo 30, jaz pravim, da se jih sploh ne spomnim. Ker je bilo tako intenzivno vse, seveda pa še pa delo in študij še dodatnik, jaz se skozi izobražujem tudi sedaj. In v bistvu je težko najti. Ampak pa ni nekega recepta, ker je vsak malo drugačen, mi smo drugačni z drugo energijo. Jaz verjamem, da dobimo tisto, kar zmoremo,
In pomembno je pa plesati s tem stresom, pomembno je otrokom dati neke smernice, ampak kaj najbolj pomembno je pa ta vzor, ne. Vzor, kako mi jemo, kako mi delujemo, ne. Ampak jaz sem tudi kaj ven padala, ne. Tako, Ne, ne, ja. z najstniki to, ne. Ti jermen dol pade. Ja. Si ga pač daš nazaj, ne, če ti dol Ja, pade. in pa greš nazaj, ne, in je dobro, da včasih tudi kaj rečemo, no, to ni bilo najbolj prav, ne, da se znamo tudi mogoče reči, Opravičiti, ne, ja. opravičiti in dajmo malo drugače. Ampak ja, včasih je kar intenzivno pri fantih, ne. Pogosto, Ampak kaj, to, tudi, oprosti, Ja, to je tudi ta emocionalni del, o katerem ti govoriš veliko, ne? Mhm. Ker ni samo telo, ni samo, ampak Tako. ta emocionalni del, ne? Emocionalni del Kjer je znaš izredno ti pomemben. pač povedati točno to, kar misliš in čutiš, kar je morda pri moških včasih malo Mhm. problematično. to je res, ja. Dati ven, ne? Mhm. Kar čutim in mislim, ne? Ja, zdaj pa eni so malo bolj ekstrovertirani, Mhm. eni bolj introvertirani, eni bolj v sebi, ne. Saj pravijo tudi tako, ne, je dokazano, da ljudje, ne, ki so bolj ekstrovertirani, ne, ki povejo, ki tako dajo sebe, se malo olajšaš, ne, zato rabimo Samo moški ne prijatelje. jokamo en drugemu, ne. Ne, moški ne jokate. Se hvalimo, kak si super, vse je v redu, ne. Ja, Da je en ampak, pir tu. ja, zato je za moške fajn tudi ta samota, no, da predela nekako sam za večino moških. No. To si dobro rekla, imam par takih stvari, sem si zapisal. Eno je ta samota, ne. Zdaj, meni je včasih res bilo zanimivo, ne, da sem jaz mogel pač reči doma, veš kaj, moram biti sam, ne. Jaz grem na pak, ali grem na dopust za par dni sam, jaz moram biti sam. Potem sem še tam do dopustu koga srečal, poznanih, sem se delal, da ga ne vidim, ne. Zdaj tako, da eni, ko me zdaj gledajo, bo rekli, če si mi na stran pogleda, pol noče imeti družbe, ampak dejansko čutim, da moram sam biti. Grem sam na kolo, grem sam na kosilo, grem sam na plažo, grem sam spat, pa kar sedim, pa v luft gledam, pa nič ne razmišljam, pa nič ne delam. Ne. Ja, to je moška narava. A je? Ni z mano kaj narobe pa. Ne, ni, ampak Torej, saj- več tega. Ja, če je, no, zdaj ne bom spodbujala, ne, Dobro, da ja. greste se sam na dopust, pa to Ne, ne. to ne. Ampak recimo, Pa ne, lahko pa ji poveš, da je rabim. recimo to. pa ne, že Ampak te jaz ne. mislim, da nimam s tem problema. Ne, jaz nimam problema, ona Ne. meni dovoli to. Res. Ne, ampak to že recimo kolo, ne. Ker ali pa vem, če da ene gremo na ženske, ko bi vadbo. rekel moški, da rabi 3 dni za sebe, bo ven padla. Ne? Ja, to je pa tista osnova Ampak jaz te zaupanja spodbujam. odnosa. Ja, to je res. Osnova zaupanja, ampak te mikro, recimo, ne, so zelo pomembne, ker najbolj pomembno je, kaj redno delamo. Ne. Tako, če čutiš, da potrebuješ kolo, ne, saj to gost, to da ogromno, ne, zbalansiran, najti smisel, zakaj, in komunikacija v odnosih je izredno pomembna kjerkoli, ne. Ampak ja, prav je, da se pove, ne, zato ko jaz vidim, da je veliko ljudi tudi razočaranih, ne zaupa ne sistemu, ne ljudem, mislijo, da ne obstaja dobrega, da ni ljubezni, da ni tega, da ni onega, ne, ker so žalostni, razočarani. Ne. Ampak zdaj, kako najti ta balans, ne? In to je pa spet vsi nivoji, ne? Da že moški mora imeti namen, vsi moramo imeti namen, ampak moški še toliko močneje. More, Namen, da nekaj naredim, da poskrbim, da nekaj spremenim, v družino poskrbim, nekaj dobrega naredim za družbo. Ne? koliko je pa danes to pritisk na tega, moram reči, sodobnega moškega, ta providerski pritisk, moram. To je moška narava. Ne? Ja. Zdaj ni to treba v vseh oblikah, vsi smo različni, kar je čudovito. Ne? Eni bodo, ne vem, delali na drugem nivoju, en bo neki, ne vem, bo pa poskrbel, da bo, ne vem, Skuhal, drva da se doma, pravi. da bo skuhal, da nek način, nek suport. Ne? To je ta osnovna moška energija, ampak ni pravil. Ne? So lahko mikro stvari, ampak to je ta testosteron, to je ta del. Je pa res, da imamo različni smo vsi, ne? Kar je čudovito. Ampak ta smisel, zakaj nekaj delam, smisel, vemo, da so moški, ne, bojevniki, karkoli smo gledali, oni so vedno imeli nek večji namen, zakaj. Ne? In če ga zgubiš, Ja, ali je Si to izgubljen. namen država, ljudi, ženska? Ne? Velikokrat je to. Ne? Ja, misliš si izgubljen. ženska? Ja, koliko je vojn je bilo zaradi žensk narediti? ja, A ni? ja.
Da se prej, dokaže. Se ne. pravi, Se moški, zdaj ki, tudi lajdemo šlo kam. moški, ki izgubi namen, je izgubljen, se izgubi. In zato danes moški, ki ostanejo brez službe, ne? To je katastrofa za moškega pa za ego. Ne? Poglej, vse več koliko samomorov v Sloveniji, 80% mislim, da je med moškimi. Ne? Ja, zdaj, ego je eno, ne? Ego ni to z namenom. Ne? Ego je jaz sem. Ego je v bistvu varovalka, ki se gradi recimo v najstniških letih, mora biti, da se postavim, to sem jaz, proti družbi osebno, da lahko nekaj zgradim, ne? In da se malo počutim varno in tako naprej. Ne? S časom pa v bistvu ta ego bi ga morali malo potiskati navzdol, ne samo jaz, ne? Ker ta jaz, ampak mi, družba, skupaj, za skupno dobro, s tem namenom, ne jaz sem to naredil, ne, deluje iz mene, jaz sem orodje in poskušam nekaj dobrega ustvariti. Ne? To je tudi nekako, kaj jaz verjamem osebno, in nek razvoj človeka na splošno. To ni samo pri moških, ampak tudi pri ženskah. A pri moških zna biti ta ego mogoče malo močnejši, ja? Pa ta borbenost med sabo in ne za. Zato mora biti tudi ravnovesje v življenju na vseh področjih med žensko in moško energijo. Zato je prav, da so ženske tudi v podjetju, ampak da ne delujejo iz moške energije, čeprav so včasih prisiljene, bile sploh v preteklosti in zaradi tega so imele več izzivov z določenimi obolenji na rodilih in tako naprej, ker si deloval iz moškega principa preveč. Ne? Ker ženska prava energija hrani, miri, ne, povezuje. Ne? In zato je dobro, da je balans. In ženske imamo... To je super, jaz sem imel ravno to vprašanje. Daj mi potegne črto med to moško pa žensko energijo. Ja. Ne? Ker pač nekdo, ko tako razmišlja, jaz pač razmišljam, moška energija je, kdo hlače nosi, ne, v bajti. Ne? To je odgovor na... Mislim, Ne, ženske kaj, tudi. daj mi definiraj, tako dobro, super si začela. Res. Ja. Sem tam shlače, na primer. Ja. Ja, jaz tudi. Ja, Spremembo. Ja. Večina nas ima. Ja. A veš, ko se, mislim, jaz vidim, kdo ima, jaz vidim, ko ima ženska moško energijo, okay? Ki je dec, ne. Vidim moškega, ki ima žensko energijo, ne. Zdaj, kako to opisati, ne? Eno je občutek, pa ko vidiš, ne. Ja. Je pa res, ne, da ženske ste pa danes kar na nekih položajih ali delate, ne, kjer morate imeti, bom rekel, neko moško energijo, nekaj vodite, ukazujete, kontrolirate. Ja, ni to pomembno. Kaj pa? Pomembno je kako. Okay. Zdaj, ženska ima tudi močno intuicijo. Ženski možgani delujejo malo drugače in so zelo dobro povezani. Lahko vidi več stvari naenkrat, lahko dela več stvari naenkrat, Ja. kar moški ne more. Ampak to je super. Ker moški je pa smer, fokus, Vizija. struktura, ne? Vizija. Ampak vsi imamo moško, žensko energijo. Ne? Tudi jaz imam vizijo, verjamem, da tudi ti. Ne? In tudi moraš imeti strukturo, ker če nimaš tega balansa, ne moreš nič ustvariti. Ker rabiš smer, ker rabiš organiziranost, ker rabiš ta del moške energije. Recimo delo za računalnikom moška energija, ne? Vodenje podjetja na en način moška energija. In zdaj, če sem jaz cel dan v tem, kar sem, se moram uravnati. Ne? In kot se ve, kako ples, barve, tudi krila, ne, na nek način narava, ne, Igrivost. gibanje, igrivost, Ples. kako teče, voda je Trebušni ženska ples. energija. Tudi. Rožice Ples doma. na štangi. Rožice doma, na primer, Ja. so takoj ženska energija. Ja. In zdaj moški, ne, ima pa to usmeritev in ta fokus. In če bi gledal recimo ravnovesje, ne, med pari, moški, da se odloči. Moški se mora odločiti, da ženska zaupa, da ima neko varnost pri nepomembnih stvareh. A ne, če sprašuje nekdo, okay, kam bi šla v restavracijo, to. Mislim, zber neki, ne. Ker Moški če bom naj jaz zbere. brala, ne, bom jaz v moški energiji. Če boš pa ti rekel, ne, jaz sem vzela nekam ful dober palav. Slišala? To je moška energija in ženska se sprosti. Res je. Je. Si slišal? Ja. Ja.
Ne? In to ravnovesje, ne, tudi v odnosih deluje nekako polarnost. Rabimo polarnost, da dobro plešemo skupaj, da sodelujemo. Ni tekmovanj med moškimi in ženskami, kar se dogaja zdaj tako veliko krat. Ni. Skupaj smo boljši, boljše plešemo, več lahko naredimo, več lahko dosežemo na vseh področjih, od politike, gospodarstva, zaščite biznisa, ne, povsod. Več lahko naredimo, če ni tekmovanja. Ko ženska gre v tekmovanje, je čisto v moški energiji. Ne, ker to je del tudi moške energije, ne, neko tekmovanje. Ne. Ampak zaupati ženski intuiciji, zaupati ženski energiji, moški lahko da ženski smer, ženska bo dala energijo, intuicijo, ideje. Ko je tako, recimo, moški bo mentaliziral, ne, plan, ne, pišemo, ne, tako gor, dol, super, mentalu, smo v mentalu. Ženska se bo lahko, če je v ravnovesju s sabo in če ve, zakaj, kako je tukaj, lahko takole odločila za neko smernico v podjetju, in bo v večini zelo dobra. Brez, da bo vse to pisala, ampak bo vedela. Ne? To je recimo malo drugače pri ženski. Torej, če sem prav razumel, večkrat se zgodi, pa bi se moglo zgoditi, da ženska gre v moško energijo malo, pa prav čas gre nazaj v žensko? Vsi imamo, kot pravim, Od moške vsi imamo. v žensko? Seveda. V katerih primerih? Ne, kot sem rekla, ne, ženska energija je tudi ta čutnost, odprtost, pogovor. Ne, to rabimo v odnosi. Tudi tukaj moramo iti v žensko energijo. Recimo, ples bo ženska energija. Klasična, stroga meditacija bo moška energija. Ne ženska. Ne? Ženska bo lahko drugače plesala. Ne? In še to zavedanje, da moški, če ženski da varnost na nek način s takimi majhnimi stvarmi in da je videna, slišana, je varna in se lahko sprosti in bo potem ona v ženski energiji. In takrat bo moški veliko dobil od nje. Recimo zdaj v odnosih, ne, gremo v podjetje, ne, ampak veliko več bo pridobil iz ženske energije, več bo polarnosti in to včasih pozabljamo. In ni teh majhnih, ne, stvari, ki žensko dajo občutek nekakve vrednosti, varnosti. Ne. In pa, če smo v moški energiji ženske, ne, pač borba, tako cp, ono tretje, ni polarnosti. Dobro, po mojem ni slabo, da je vse malo moške energije, ampak ne pa cel dan. Ne more biti. Ne. Ja. So pa ženske, ki so izredno v ženski energiji. To je preveč, ne? Ni nujno. Ne? Če je to njihova narava, ni nujno, ampak ponavadi bo taka ženska privlačila moškega, ki je zelo v moški energiji, ki bo dal strukturo, ki bo rekel, zdaj pa tako in bo organiziral cel dan. Samo, kaj Vse so lahko uspešni, ne? Kaj se pa zgodi, če njega več ni? Pride drugi take. Ja. Ne, je tako, ker smo različni, ne? Je tako, ker smo različni. Ne? Razumem. Vsi smo malo drugačni. Ja. Zdaj pač odvisno, koliko ima ženska te moške energije, kako pleše s tem, ne? Tudi partnerji so pa drugačni, privlačiš druge partnerje in tako naprej. Ne? Ampak ta balans, ne, ženska je še vseeno, je fajn, da je še vseeno na koncu ženska, ker smo z namenom ženske. Ne? Je pa vedno vse prav. Ne? Ja, ampak se mi zdi, da včasih, ne, zdaj ravno v tem obdobju, ne, zdaj se mi zdi, se na nek način prebujajo te neke stvari, po drugi strani pa se mi zdi tudi, no, da ženske, ne, tudi malo že pozabljajo, rečemo, ravno to slišati sebe, svoj glas, to svoj notranji glas, ki ti vedno, ne, pravzaprav govori vse tisto, kar bi moralo, ne, in padejo v tisto, o čemer tudi pišeš, in to je zgorelost. Tudi sama imaš izkušnje s tem? Ja, jaz sem se parkrat ujela, že v 30-ih, ne, tako, ne, se ti vrti in tako se moraš uležiti. In sem videla, ok, zdaj se moramo ustaviti, ker jaz sem tako, ne, imaš sinove do konca, cel dan, to je letanje, skakanje okoli, pol pa en park, drug park, one pol kasneje te šole in tako, to je skozi med sabo, akcija, ne, pol je treba še kako nalogo narediti, kak inštrument zaigrati, ne, in tako naprej. Šport, ne. Športi in tako, to je zelo, zelo, zelo intenzivno in pozabiš nase.
pozabiš piti. Nespečnost je že skoraj naravna, en otrok, drug otrok, tretji otrok. Ne? Ja. In v bistvu en bolan, drug bolan. Ne? In se tukaj začne poznati. No, ampak se mi zdi, da eno obdobje, skoraj gotovo, ne, je ne normalno obdobje, ampak je skoraj normalno, da ko imaš otroka, ne, da je enostavno eno obdobje, ko je zelo težko. Ne? Tako je. Jaz sem že pri 30 rekla, ko bom 40, na začetku 30, ko bom 40, bom dobila čas zase. Jaz nisem šla k frizerju do poletja, ko sem v Slovenijo prišla. Lase si tudi ne. Nimaš niti časa, energije delati na tej ženski energiji. Ne? Zato tudi veliko žensk, recimo, ko pride pa v 40 leta, ne, začne nekako nazaj prav čutiti tisti klic, da greš malo bolj to v žensko energijo, da malo več paziš nase. Ne? Pol pa ne, če je stres, pa so še hormoni gor, dol, sem tja, ne, in je fajn, da se vse skupaj uravna, ker tudi takrat je težko, ne. Če hormoni niso uravnani in estrogen gor, dol, progesterona enkrat je, ovulacija, drugič ni, PMS-i, ne počutimo se dobro, depresija in tako naprej. Je fajn, da se to uravna in se počutimo veliko boljše, ne. Ampak tudi znaki pred izgorelostjo so že pravzaprav vnaprej znani, ne? Se pravi, telo se skozi opozarja, ti v bistvu že veš, ne? Če bi se naučili, poslušati telo, ne? Telo nam skozi govori. Je pa tako, ne, da včasih ga potrebno oglasiti. Zaradi informacij me sliši. Zaradi informacij v obliki sladkorja, v obliki novic, v obliki kakršnikoli obliki, telo ne more. Zato je zelo fajn, da imamo ta čas zase, tudi ženske na nek način, ne, tudi ga rabimo. In da uravnamo, da lepo plešemo vsem tem stresom, ko sem zdaj že parkrat rekla, ta ples, da si vzamemo to in da predvsem, jaz mislim, zelo pomemben del je, zakaj smo tukaj. Da se vprašamo, zakaj smo v tej obliki tukaj. Melatonin, ne? Torej, če grem spat, vzamem melatonin, cink pa ashwagando. Če ga rabiš. Kako pa vem? Mislim, eni reče, kar vzemi, pa Zdaj, greš. cink lahko sam zna zbuditi. Ashwaganda lahko, ampak nekatere bo zbudila, nekatere bo mirila. Torej Melatonin, če se ga potrebuje, ampak priporočam zelo male doze. Kaj, 5? 0,5. To so tabletke že 5 miligramske, 10, niso? To je preveč. Odvisno, kak si zjutraj. Kaj malo fogi. Tako, fogi, ja. Torej Disbalans hormone, ščitnice, potem pa serotonina in tako naprej. Prevelike doze so to. Prevelike doze. Predvsem ta ritem, prej, da ga naravno delamo, da kortizol pade in majhne doze, če ga potrebujemo. Ne? No, zdaj prihaja tudi, rečemo, pomlad počasi, ne? Pa me zanima, zdaj je verjetno najboljše nekako počistiti svoje telo, ne? Tudi znotraj, tudi v bistvu emocionalno, ne? Ja, vedno v vseh nivojih delamo, ne. Zdaj telo se čisti samo, non-stop, ne. Jetra delujejo non-stop, ne. Ker če ne, bi se zelo, zelo slabo počutili, ne. Rabijo pa hranila, rabijo podporo, vse 3 faze razstrupljanja telesa, ogromno vitaminov, mineralov, tudi aminokislin, zaščitni sloni, podpora tvorbi glutationa in tako naprej, ki je tudi eden od naših največjih antioksidantov. In seveda to lahko dobimo s prehrano in recimo ciljno nutricevtiko in tako naprej. Zdaj narava, ne, če gledamo, ne, jaz vedno rečem, dajmo plesati tako kot stresom tudi z naravo, ker nam že da veliko, ne, kaj je spomladi, regrat, zelenje, prihaja navzven, to je vse podpora jeter tudi, ne. In pa te grenčine in tako, da razbremenimo telo mogoče tudi, ne, predelane hrane, sladkorjev in tako naprej. In seveda, ja, spomladi je odlično in lahko vključimo tehnike,
pa niso nujno, da pa gremo zdaj na neke sokove, ne? Ker to nas ne bo podprlo, zaradi tega, ker bo dvignalo krvni sladkor in ne bo podprlo našega metabolizma in mogoče tudi ne bomo dobili dovolj nutrientov, ne? Tudi že aminokisline sem omenila, ne? Tako da, ja, nekako razbremenimo toksinov, okolja, to se pravi od čistil do kozmetike, do čiste vode, do hrane in vsega je podporno sedaj, ker kliče gibanje, ne? Pomaga limfi in tako naprej. In se začnemo veliko bolje počutiti in podpremo imunski sistem spomladi. Ja. Torej, zdaj bi se naj čistila jetra spomladi? Ja, čistijo se skozi, ne? No, ampak da bi tukaj jaz pravim, pospešili mi. podpiramo ta naravni proces. Ti nekaj imaš, neke rituale, tako, ne? Jaz imam dosti ritualov. Ja. Kaj si že pila, ko si čistila jetra, pa si bila več na WC-ju, ko pa A ja. na nogah? Ne, jaz sem čist vreda čisto. No, kaj Nekaj čiščenje jeter? zelenega. Ja. Čiščenje jeter. Ja, čiščenje jeter je podpora jetrom, da delajo, predvsem razbremenitev. Razbremenitev pa, da imajo dovolj nutrientov. Vse 3 faze, ker če podpremo samo prvo fazo razstrupljanja jeter, se naredijo bolj reaktivne spojine in če so bolj reaktivne spojine, lahko poškoduje celice jeter in telesa. To se pravi, ti moraš potrpeti tudi drugo fazo, da se bojo te reaktivne spojine nevtralizirale in izločile skozi žolč in potem bojo šle ven in pol je fajn, da se tudi te spojine, ki se izločijo, ne absorbirajo nazaj. Ne, zato lahko uporabljamo razne binderje v tem času in tako naprej. Ampak jetra so pomembna tudi za hormone, za nevtralizacijo estrogena, da gre po tisti ta pravi poti, ne čisti poti. Če hujšamo, kaj se dogaja, kaj mi shranjujemo v maščobah? Ogromno toksinov, ne, ker to je tudi v možganih, tudi v jetrih, ne, ker to je nekako naraven zaščita telesa, da odstrani. In če mi hujšamo, ne, topimo maščobo, to preplavi telo. Ne. In zdaj, če bomo mi pili samo vodo, recimo, ali pa samo dolgo časa in bomo hujšali, ali pa samo neke sokove, mi rabimo takrat še bolj podpreti, zaščititi jetra, da imajo dovolj nutrientov in seveda te toksini, da se izločijo iz telesa. Kaj pa v postu praviš? Post, ne, zdaj voda, ne, vodni post je eden najbolj znanih, dovolj zelo raziskanih akcij, ki lahko tudi podaljšajo življenje. Ampak vodni post je zelo tako, ni najbolj prijazen do hormonov, ni najbolj prijazen do ženskih hormonov in mogoče preveč aktivira prvo fazo razstrupljanja jeter in nimamo hranil za drugo fazo, ne, ker nimaš aminokislin, nimaš zaščite, nimaš tega. Meni je zelo blizu, kaj sem tudi v Slovenijo pripeljala ta 5-dnevni post s hrano, ko so v Južni Kaliforniji delali raziskave več kot 20 let, kako mimicirati postenje. To pomeni, kako narediti vodni post, ampak s hrano. To se pravi, določene nutrienti v pravem razmerju, toliko ogljikovih hidratov, toliko maščob in tako naprej, 5 dni. Se pravi, vseeno jem. Vseeno ješ. Telo se čisti, aktivira se autofagija, ki pomeni kaj, da pojemo tiste celice, ki niso najbolj podporne, ali pa dele celic, ali pa spremenjene celice. In seveda se tudi tam 4. dan in tako aktivira matične celice. Matične celice so pa totipotentne celice, ki pa potem pač gradijo. V bistvu se pomladimo lahko na ta način. In seveda se pa tudi dvigne rastni hormon. Mi, ko smo delali to, ne, je v bistvu bilo tako, da ko smo gledali krvne izvide prej in potem velika razlika. Koliko dneh? 5 dneh. Ja. In v bistvu jaz sem tudi vse testirala, meni je mišična masa celo zrasla. Nisem veliko delala, trenirala. Jaz sem pila malo aminokislin, ne, pa za zaščito jeter, pa tako. Ampak treniraš, ne, ker je še vseeno nizko kalorično in si lahko malo utrujen, seveda sem hodila, jogo, raztegovalna vaja in tako naprej. Mišična masa, zakaj? Zato se dvigne se rastni hormon. Rastni hormon. In v bistvu ti organe malo skrčiš, ne,
malo porabiš, ne? Aha. In potem jih nazaj zgradiš, nove. Ne, nove, mislim, Ja. Ja, ja. obnoviš, ne? obnoviš, ja. In tako je z imunskim sistemom. Mislim, v bistvu tretji dan, v bistvu prideš tudi tisti, ki niso metabolno dosti fleksibilni, se ketoni začnejo delati, imaš jasnost, takšno, nisi lačen in tako naprej, 4., 5. In vem, da so ljudje pol kar hoteli ostati, se neka ne. Nazaj v gradnjo, dajmo raje naslednji mesec. Ne, če želite, če je recimo metabolni sindrom, če je več izzivov, se naredi vsak mesec, recimo 3 mesece, 5 dni. Ne. Bilo je študij na metabolnem sindromu, bile so študije tudi v kombinaciji z terapijo raka prsi in prostate. So bili močnejši učinki zdravljenja. Zakaj? Zaradi tega, ker celice, ki je omejeno hranjenje, se zaščitijo. Rakave celice se ne. Rakave celice rabi inzulin, rabi sladkor, ne, ni zaščitena in v bistvu imunski sistem oziroma pač terapija, kakršnokoli se odloči kdo, je močnejše deluje. Ne. Kar je izredno pomembno, ne. Kakšna je razlika pol pa med tole autofagijo pa omenila si ketone zraven, ki so pri keto dieti? Ni nujno keto dieta. Ne. Ne. Ni nujno močna. Jaz sem recimo pol dneva v keto, pol dneva nisem. Grem ven not. Ješ hidrat. Malo. Ampak grem not, kar je malo boljše spim, pa pri ženskah moramo paziti nekako tudi pri ciklu, ne, da recimo pred menstruacijo mogoče rabimo malo več ogljikovih hidratov, ampak to ni sladkor, ne, to je mogoče kakšno nesladko sadje ali pa kvinoja ali pa kaj takšnega, ne. Zdaj, autofagija, ne, pomeni, da se aktivira, ne, to se bi recimo po 16 urah začelo, ne, ko ne jemo, ne, to je časovno omejeno hranjenje, vsem tem tudi Se pišem to ta noter, ne. intermittent fasting? Ja. Kako se to v slovenščini sploh reče? Jaz rečem časovno omejeno hranjenje, tako sem pisala not, ker se mi zdi, ne, ker časovno omejimo hranjenje, ne. Se pravi, 16 ur ne ješ, pol pa imaš Odvisno, to okno. lahko 12, lahko 14, lahko pridemo do 16, lahko en dan ne, en dan ja. Meni je to 16-18 ur super, meni je to lahko, ampak lahko hekaš, ne. Tudi če boš aminokisline, ne, aminokisline bojo naredile boost, hiter, in bo šle takoj v mišice za nevrotransmiter, ne bo vplivalo tako, mTOR bo v bistvu samo v mišicah aktiviral, ne, to se pravi, to je ta rast. Tako da lahko tudi tisto malo, pa tudi lahko kakšno maščobo vmes, če je težko na začetku, ne, kot so te keta kave, MCT olje, C8, ne, malo masla za hormone. Telo bo še kar mislilo, da se pusti na nek način. Ampak če hočemo resnično, ne, jaz ponavadi vodo recimo se 14 ur, ne, določene napitke, malo soli noter ali pa kako sodo bikarbona, pa tako, 14-16, niti ne gledam na uro. Ja. Tina, kako izgleda tvoj dan? Torej, malo idi skozi cel dan. Kaj se ti dogaja, kdaj hrana, spanje, cel dan? Ja, jaz bila malo bolj organizirana, ne, ampak ponavadi, ne, zelo intuitivno jem, ne. To se pravi, zjutraj vstanem, imam že kozarec vode, malo je soli noter, jaz to spijem. Zdaj spomladi se bom tudi na hitro pokrtačila, ne, da zbudim limfo, zbudim telo, svetloba, ne, tudi zobno pasto, včasih kar odprem okno, ne, ker ni isto, ker če čez okno gledamo, ne pride dovolj svetlobe not. Saj odpreti moraš okno ali pa recimo grem mogoče pa naredim kakšne energijske baje na vrtu bosa, ne, da dobim elektrone iz zemlje. Potem bom šla telovaditi, velikokrat tudi infrardečo savno, mrzel tuš in vmes bom seveda še pila, ne. Potem si recimo naredim zdaj z ginsengom toplo vodo, potem bom velikokrat spila kurkumin napitek, kurkume, malo limone, aminokisline in tako naprej. In potem vmes si bom pa naredila že to mojo keto kavo, ne, tako termosko, to se pravi dvojna kava, ki bom razredčila z vodo, ne, kasneje v bistvu maslo ali pa ghee maslo, MCT olja in to bom zblendala. Zblendati je zelo pomembno, da se maščobe, ne, razpršijo in v bistvu bom šla pol delati, ne, in to bom jaz zraven pila in pol bo pa, ne vem, odvisno, kako bo, ne.
bom pa potem jedla. Recimo vmes zelo poskušam, sedaj se trudim, ni še tam, ko bi rada bila, ampak bom več gibanja skozi dan. Ne. Kupila sem si vzdižno mizo, računalnik, ne, da imam kakšne sestanke tudi, ker hodim, ali pa grem ven za psičko in tako naprej, utežim na poti, recimo, ko grem na toaleto ali karkoli in hitro kaj narediš, par počepov, ne, da imaš to gibanje skozi dan. Potem bom imela kosilo je ponavadi, če sem sama, ali bodo jajca, ne, kakšne 4 jajce, 4-5 jajc, za solato ali za zelenčki, ne, kakšna semena, kakšen avokado, ali pa kak smuti, ne, recimo z avokadom, borovnicam, zelenjem in tako naprej. Kakšna kisla jabolka, tako, ne, zelo nekompliciran, kakšni oreščki, ne, ki so prej namočeni in tako naprej, ne. Potem pa večerja, ne, pa tudi kakšni proteini, ne, ali je to meso ali riba in tudi solata, tudi zelenje na nek način. Zdaj, jaz čisto preveč delam, no, in sem preveč za računalnikom, poskušam že zelo hitro dati tudi očala gor, ta oranžna, ki blokirajo modro svetlobo, ampak hkrati imam na vseh ekranih, ampak vidim, da še to ni dovolj, tudi poskušam malo zmanjšati svetlobo, ne, teh luči, ker to isto deluje kot modra svetloba in tudi poškoduje, ne, te luči niso balansiran spekter in modra svetloba lahko poškoduje oči. In to bo rezultati, se bojim, da se bo pokazalo, ne, za leti, ne, ker smo žarnice zamenjali. In pa zvečer, ne, manj svetlobe, več rdeče, zvečer si dala tudi rdečo žarnico, kaj prebrala knjigo, ne, in bom šla spat. Zdaj spanje, ja, do 12 poskušam, ne, ampak rada bi prej. Do 10, ne. Ja, fajn bi bilo, ne. Ja. Začenjam čim prej, ne, zdaj sem, ne, začela že ob 10, da sem vse ugasnila, ne, in da gre spat, ne. Zdaj, koliko potrebujemo spanja, neke študije so 7-8 ur, nekateri pa dosti dobro spijo kvalitetno 6 ur, ne, ampak to mi recimo tale, ne, to mi pove, jaz rabim več spanja kot 6 ur, nisem ta prava v narekovajih, če ne spim, ampak ti pove, koliko imaš globokega, koliko imaš trdnega spanca in tako naprej, da vidiš tudi sam, ne, kako kvalitetno spiš, ker ni samo dolžina, ampak je tudi kakovost spanja. Ja, to je neka specifika za vsakega posameznika. Kvore, ring imaš prsta. To sem jaz nosil, pa sem vse vrgel stran. Ja, ne, še ga imamo. Imamo ga, samo ko sem začel gledati, če sem v redu spal, pa sem mogel iti delati. Cel dan sem imel sestanke, pa pisalo, da so low battery, ne. Da bi mogel počivati, jaz pa imam 5 sestankov, ne, sem rekel, veš kaj, to ne bo šlo. Ne, jaz sem ga imela za recimo malo za srčni utrip, malo za koherenco srca, pa malo za spanje, da sem videla sam, ne, kaj se zgodi, recimo, če nekaj jaz spremenim, kakšno bo moje globoko spanje, kako dolgo bo, ne, tako je zanimivo. Ampak pol ga to ne rabiš, ne, sej ko ti živeš, ko vidiš, se naučiš. Sprememba, tako je. No in kaj je bila, rečemo, torej si merila in nekaj se je zgodilo in kaj si ugotovila? Ker sem merila? Ja. Ne, pač resnično se je poznalo, če sem jaz dala očala gor. To se je resnično poznala. Sem bolj globoko spala. Ne. Tudi telefon, rečemo, ne? Se pravi, tudi če bi zvečer še nekdo telefon, očala gor, ne? Ja, absolutno. Ja, najbolj bi bilo telefone stran spalnice. 2-3 ure, koliko pišeš? Pred spanjem, ne. Preden greš spat. Tudi TV. Nobene bele svetlobe. Ja, to je bilo idealno. Ja, to je tako, če bi se vrnili v one stare čase, ne? Ja, to je to, ta ritem narave. Ritem narave. Ritem narave, ja. Veš kaj, še mi povej malo, ker to mislim, da večina poslušalcev, gledalcev ne ve, ne. Omenila si aminokisline in si celo omenila besedo glutation, ne. Mislim, da je to toliko malo poznana zadeva, ne, da še zdravniki ne poznajo. Ja, pa sej... Eni ne. Sej ni zdravniško izobraževanje namenjeno temu, saj do zdaj ni bilo, ne. Pač mislim, mogoče sem jaz naletov na enega. Ni, ker pač to ni namen, ne. Ampak tudi to se spreminja, ne? Ampak tudi oni ne morejo vse. Ne? Imaš 15 minut, moraš pogledati stvari, moraš reči, ok, če so ti simptomi, pač te akcije. Ne? Glutation se pravi imunski sistem, odpornost. Antioksidant. Antioksidant.
Cool. zaščiti celice zelo močen in v bistvu rabimo dobre prekurzore glutationa. Ne? In to so aminokisline, 3 aminokisline in magnezij rabimo, C-vitamin rabimo, cink rabimo, rabiš prekurzorje za reciklažo glutationa. Ne? In jaz vedno verjamem, da je najboljše iti s prekurzorjem, zato če se jemlje glutation, tako hitro oksidira, da pa tudi absorpcija je zelo slaba, da nima blaznega smisla. No. Ko rečeš prekurzorje, se- misliš, da moraš Ga imeti gradiš, support, da ja? support, da ga gradiš oziroma ga recikliraš. Da ima Ker se smisel, skozi on se dela naravno v naših Glutation. celicah in jetrih in tako naprej. Ja, Kaj pa priporočaš, tabletka ali iniciacija? Se ga iniciranje. da po žilah dobiti tudi. Po žilah se ga da dobiti, recimo, če kdo gre na kakšno kelacijo in tako naprej, Kaj je mogoče to? ima smisel. Kele. Ko keliramo težke kovine iz telesa, recimo, če ima kdo zelo veliko težkih kovin, je pač ena od možnosti, ki mora biti pa zelo zdrav, pa imunski sistem zdrav. Tudi recimo za čiščenje čil kalcija, ne, pa tako se da kalirati, so protokoli. In potem na koncu, recimo, če daš malo glutationa, ne, pri tretjem recimo, procesu, mogoče malo pomaga sprati jetram, ne malo, ampak to je minuta. Prekurzorji, da ga imamo vedno dovolj. To pa je, si rekla. Ja, vitamini, ne, aminokisline, Magnezij, magnezij, cink, C-vitamina. cink, C-vitamin. Kaj pa NAC? NAC? N-acetilcistein pomaga tudi pri tvorbi, ne, cistein, glutationa, ampak je spet sam NAC, ne bo rekel, jemljajo NAC. Ne bo veliko NAC je, narediti. NAC, NAC. N-acetilcistein, NAC, NAC, ne, to me reško. Ne bo veliko naredil, ne. Ja, jaz sem ustvarila formulo za jetra, ne. Jaz sem to zelo študirala in v bistvu res moraš imeti vse faze, podporo glutationa, da to dela. In to pomeni na koncu pravzaprav imeti več energije. Ne? Ja, seveda, če so jetra, če smo utrujeni, ne, to je sigurno če smo zastrupljeni, ne, v narekovajih, ne. Jetra so blazno obremenjena. In zdaj, če pogledamo toksine, hormonske motilce, ne, koliko je zamaščenih jeter, alkohol, ne, zelo so jetra obremenjena, ampak so čudovit organ, ki zelo dobro dela in se zelo hitro začne obnavljati, če kaj naredimo. Ne. In velikokrat, če mi razbremenimo telo, ne, že velik detoks je sam razbremeniš telo, ne, dodajaš, kaj raste zunaj, bo že super. Ne. Boš že zelo ogromno naredil, se boš boljše počutil, boš spanje, gibanje in boš že super detoks, ne rabimo neki blaznega, seveda gremo tudi malo globje, ampak ja. Kaj spremljaš tega, ko dela eksperiment na sebi Brian Johnson? Brian Johnson. Blueprint. Aha, Brian Johnson. Enih 100 tablet je na dan. Nekih Ja, pa vsak dodatkov. teden ima neki krvni. Vem, en mi je poslal, vsak teden daje kri, Ja. Ocina, kri, plazmo. No. plazme, pa še marsikaj druga, ne, Ja. ker plazma naj bi bila tista, ne, in pa tudi čiščenje krvi imajo, tako obstaja in tako naprej, ker tudi ja, mlada plazma naj bi regenerirala, je informacija. 2 milijona na leto nekje za reverse aging. Ne vem, koliko ti izgleda. Pa meni se zdi, da je tako voščena lutka postala. Dejstvo je, da je drug človek. Od tistega, ko je bil v Ko je biznisu, začel, ja. pa ko je to naredil, to nema veze vizualno. To mislim, Ja. pa ni zdaj, jaz verjamem, plastična operacija, ker je res zgleda drugače. Mislim, zdaj markere daje javno ven. Ne? Kar je super, da koliko let imamo bi naj se take ljudi. pomladili v x letih, ne? Pa če nek eksperiment dela. Mislim, meni je zanimivo, samo ne vem, koliko je to lahko pol dostopno za nas normalne ljudi, ki nimamo 2 milijona, pa da si privoščimo 20 zdravnikov. Pa... Ja, to je pač on, jaz sicer njega ne spremljam toliko, moram priznati, ampak sem pogledala, ker so mi poslali. In v bistvu vse je dobro, da kdo dela te eksperimente, ne, da pač se malo vidi, ne, kaj vse obstaja, kakšni so rezultati, ampak to so njegovi rezultati. Ne, in ne vemo tudi, če kaj druga dela, ne, ampak tisto, kar dela, so njegovi rezultati na njegovo biologijo. Zdaj, osnova je spet tam.
ogromno lahko naredimo s temi osnovami. In jaz rečem, dajmo zdaj še par let ostati živi pa zdravi, oziroma dajmo poskrbeti za svoje zdravje čim bolj, Ker? zaradi tega, ker prihajajo stvari, razvija se ogromno stvari Ker hitro, za ne. zaščito, regeneracijo zdravja in tako naprej. No, se to me zanima, ne, ker pravijo, da se bo življenjska doba ljudi ful povečala, ne? Koliko se ta, bom rekel, medicina razvija, umetna inteligenca, AI za detektiranje bolezni, zdravljenje točno do vrste bolezni z določenimi zdravili. Za koliko bo to podaljšalo, bom rekel, zdravo življenje ljudem? Ja, zdaj do sedaj, ne. Se rekla, par let zdržma. Ja, par let zdržimo, ker tako hitro vse napreduje zdaj. Marsikaj je že zunaj, kaj ni dostopno ljudem. Ampak zdaj, do sedaj je neko, da bi bila lahko življenjska doba recimo 130 let brez problema, ne? Zdaj drugi še napovedujejo veliko več. Res? Ja, biološko lahko 120. Mislim, ja, vidim, ja, ta Peter Diamandis, ki ga spremljam, on do 150 ima cilj živeti. Ja, sej cilj je v redu imeti, ne. Ampak jaz pravim, predvsem mi padamo pri osnovah. Mi padamo pri osnovnem zdravju. Tudi hormoni ne bojo nič pomagali, če ne bo vsega ostalega urejeno, ne bojo delovali, ne bo isti učinek. Tudi če si jih mažemo potem ali iniciramo ali karkoli delamo, ne. Ne bo. Moramo osnove spremeniti in vsi jih poznamo na nek način, ampak ne vem, zakaj jih ne speljamo vsi, ne. Ne, in tu je tukaj neka povabilo, ne, in neka motivacija, da se to naredi. Ok, mi bomo počas končala, ne? Če- Formulo za... Če strnemo, naprimer, ne, Tina, danes je bilo veliko informacij, ne, v knjigi jih je ogromno, tudi zelo enostavno napisanih, zelo lepo napisana knjiga. Če bi zdaj strnili, naprimer, kaj narediti, da ostati na eni strani dlje dobro živ, ne? Dolgo živ Ja. in dobro živ. Dobro živ pomeni, da smo vitalni, ne? In jasni, in kaj pravzaprav mogoče priporočaš ti kot dejansko strokovnjakinja, le biologija, tista tvoja osnovna, ne, Molekularno, ja. molekularna, tako, panoga. Kaj priporočaš tistim, ki danes zdaj spremljajo ta naš pogovor? Kaj so tiste, rekla si, osnove? In te osnove smo pozabili in mogoče samo za zaključek, da naredimo en. Ja. Bi kar mogoče začela kar s knjigo, ne, ker Ja. knjiga je pisana, nekatere so osnove, ki niso čisto osnove, ne, gre tudi v globino in zajamem spet par stebrov, ne. Prehrani govorim na več različnih načinov, kako izbirati hrano. Govorim o obremenjenosti okolja, kako lahko razbremenimo svoje telo. Govorim malo o epigenetiki, kako hrana deluje na naše gene, ne, in katera hrana, katere študije so pokazale, kako hormoni imajo tukaj vlogo. Gibanje je tudi posebna nota gibanja. Spanje, ne, tudi tukaj gremo. In meni zelo ljubi del je, to se pravi čustva in mental in kdo smo. Ne. In zelo težko bi rekla, ne, da karkoli od tega spustimo. Jaz pravim, začnemo kjerkoli, na katerem koli nivoju, ampak začnimo danes. Ne jutri, ampak danes. Nekaj naredimo. Ne. Ali bomo šli prej spat, ali bomo dali telefone stran, ali bomo dali sladkorje, predelano hrano stran, ne. Bomo že ogromno naredili. Bomo začeli zjutraj s počepi, bomo začeli malo več hoditi, bomo začeli paziti tudi na našo srčno-žilno zdravje, za VO2 max, recimo za kardio, ne, da je dovolj dober, mišice, da so zdrave, ker je informacija, je metabolno, miokini delujejo, mislim, po celem telesu, na naš imunski sistem, na naše možganje, kako se naši možgani razvijajo, da bomo podprli naše hormone, ampak predvsem za hrano prej, ne, z pravimi izbirami v življenju. Ampak če nimamo smisla, če nimamo tistega občutka povezanosti, če smo osamljeni, ne, na nek način, ampak se zavedamo, nikoli nismo sami, vsi smo povezani, ne, to že kvantna fizika dokazuje na različnih nivojih. In v bistvu tukaj začnemo, nekje začnemo. In to knjigo jaz se nekako trudila predvsem, da jo napišem, da informiram, hkrati motiviram
in dajem takoj neke akcije. Danes lahko naredimo to. Tako je praktično, ko nobeno znanje nam čisto nič ne pomaga, če ga ne moramo dati takoj v prakso. Recepte sem dodala na koncu, ki jih lahko mogoče, kje sem videla, da je največji izziv pri ljudeh, da lahko mogoče zamenjamo samo malo različne stvari, ne? In kako hranila, kako določena hrana lahko vpliva na naše zdravje, ne? Tudi preko receptov učim. Ne? Tako da te so te osnove, ne? Če koga motivira, da mogoče malo drugače pogleda na zdravje, na naše telo, kako deluje, kako je vse prepleteno, organi niso izolirani, ne? Celice niso izolirane, naš mikrobiom ni izoliran, vse komunicira z enim drugim, mitohondriji, ki delajo energijo, komunicirajo z mikrobiom, z drugimi celicami, lahko gre za ene celice v drugo, telo je tako čudovit kompleks. In ko vidiš, ne, kako deluje, ne, in v tem sem hotela na nek način podati informacije, da kako nekaj deluje in zakaj nekaj delamo. Ker moramo imeti tudi zakaj, da vemo. In največje darilo je rezultat v dobrem počutju, za več energije. Ne? In to nam daje motivacijo za naprej, da gremo še globje. Ampak jaz rečem vedno, jaz ne rečem, moraš to. To je vabilo. To je vabilo, telo bo povedalo, telo bo dobilo intuicijo nazaj, telo bo začelo, ja, to mi paše, to mi ne paše, ta informacija mi paše, ta ne. Ti odnosi mi pašejo, ti ne. Ti me podpira, to me ne. In potem je ta spirala, ne? Nikoli ne bomo v popolnosti, nikoli ne bomo dosegli, ne vem, tistega verjetno, ne vem, kakšnega cilja velikega. Ampak vsak korak do boljšega počutja, do ustvarjanja, da lahko več delamo, zakaj smo tukaj, da lahko nekako zaključimo to, zakaj smo prišli na to zemljo, ne? Ta naš namen. Ne? To je nekak namen življenja. Je, absolutno. Ta čas, ko sta vi dve kramljali, sem si jaz napisal formulo dolgoživosti in pomlajevanja za vsakega moškega. Se pravi, prva točka je razbila moj mit, da moški krajše živimo zaradi tega, ker smo poročeni ženskami. Torej, če želimo moški živeti dlje, moramo biti v vezi. In to kvalitetni vezi. In to kvalitetni vezi, zaradi tega, ker po znanstvenih raziskavah moški živimo dlje in na ta način bomo tudi pač skrajšali malo življenje ženskam, ki pa zaradi tega živijo manj. Ne? Ampak, če bomo ji dali varnost in bomo vse podaljšali, ne, življenje. Tako. Potem moški moramo potem dvigovati uteži. Ja. Tudi ženske. Tudi ženske, ampak zdaj za moške pravim, ne? Moramo dvigovati uteži, zaradi tega, ker moramo skrbeti za mišično maso in s tem dvigamo testosteron. Hkrati moramo skrbeti za svoj hormon, rastni hormon. Najbolj je, če delamo počepe, se ga izloča. Ne? Moramo jesti dovolj beljakovin, 0,8 grama je absolutno premalo. To je preživetje. To je preživetje. 1 gram je tudi premalo, ajmo reči 1,6 po novih priporočilih, bom rekel kar 2. Moramo biti kdaj sami, si vzeti čas zase, ne? In imeti žensko, ki te razume in celo podpira pri tem, da si kaj sam. Ne? In kdaj lahko kupiš kako rožico tudi? Ker te pa bo bolj podpirala, da si sam. Ker ti pomaga, točno, hvala. Včasih malo okusiti žensko energijo, ampak imeti namen in pa cilj, ki ti da, bom rekel, razlog, zakaj si sploh tu, ker pač moški je ta provider in po moje, če tega ne zadovoljuje, se bo počutil na nek način slabo, manj vrednega, ne? Depresija, ja. Potem bi bilo še dobro, da v bistvu še malo nekaj naredim za svoje srce, malo kardija, kakšen sprehod ali pa kako kolo, ne? In pa čim manj pit, ne? Sploh pa alkohola, sploh pa zaradi stresa, ne? Okay. In če te že kaj boli, znati deliti bolečino z drugimi ljudmi. Ne, sem ženo na kakšni dobri večerji. Ali pa potovanju kakšnem. Paziti na inzulin. Paziti na inzulin, ja. Paziti na inzulin. Ker vpliva na rastni hormon, vpliva na testosteron. In potem bi jaz dodal, da še vsake toliko časa narediti kakšno dobro krvno sliko. Ja,
to je vedno dobro. Ja. Ja. Ker celostno, malo širšo. Ne? Starejši, ko si, bolj pogosto, verjetno. Ja, jaz rada tako rečem enkrat letno, no, da se malo pregleda in tudi vidiš, ne? Če jaz nekaj naredim, vidiš razliko. Ne? Kaj je z mojim vnetjem v telesu? Ne? Super. Jaz mislim, če sem še kaj spustil, bomo še kakšno drugo oddajo naredili. Helena, hvala tebi, Tina, da si prišla iz Švice. Greš nazaj v Švico? Ja, jutri. Jutri že greš nazaj, vem, da se ti je modilo, tako da upam, da boš večkrat prišla v Slovenijo, pa da se še kaj naučimo od tebe. Ne? Najlepša hvala. Ja, Hvala. Hvala, res.